Živjo, živjo. Evo, jaz sem danes zaključila svoj prvi dan na konferenci Liber 2019 in mogoče vam bom čist na hiter in na kratko podelila, kakšne so bila moja opažanja. Seveda so ta opažanja vedno subjektivna, ne, ker nas vedno pač nekako gledamo s svojimi očmi oziroma sledimo tistemu, kar nas pritegne, ne, tako da mogoče bojo sodelavci oziroma ostali predstavniki Slovenije lahko pa tudi kakšne druge poudarke dala, ne. In tale programska knjižica, ki smo jo dobili, je zelo obsežna in zelo informativna in je prišla tudi zelo prav, ker na koncu je tudi list of participants, tako da, oziroma seznam za udeležence, in noter se najde tudi Slovenija, upam, da vidite. Tako da, kot vidite, ne, so bili poleg mene še knjižničarji iz Izuma, Ministrstva iz kulture, UKM-a in pa dva predstavnika iz CTK-ja in ena predstavnica, vsaj tako piše, University of Ljubljana. Tako da to je tudi fajn, z nekaterimi sem se že uspela srečati, z nekaterimi se bom pa verjetno še v teh naslednjih dneh, ne. Zelo zanimivo je bilo, ne, pač konferenca se dogaja v Dublinu in so zelo poudarjali v Trinity temu kampusu, ne. In so zelo poudarjali pomen knjižnice, ne, in nekako recimo izreki, ki so jih recimo stalno ponavljali, je bila recimo Dublin is city of libraries, in so to tudi recimo zelo pol povezali tudi s tem, ker je Dublin tudi, se pravi, mesto literature, a ne, pod kulturno dediščino Unescovo. In so to nekako zelo lepo povezali tudi s knjižnicami. In dejansko potem, ko sem jaz šla majčkeno po mestu, ne, mogoče bom tudi jutri uspela še kaj fotografirati, sem videla, ne, kaj so te znaki, ki kažejo, a ne, smeri do različnih znamenitosti znotraj Dublina, zelo mislim, med temi znamenitostmi so tudi knjižnice, kar dejansko je potrdilo, ne. Se pravi, niso to samo neke besede, ampak dejansko Dublin živi s knjižnicami.